No, jaz bi še temu dodal, da zasluga predvsem temu je pri županu, ki je prvi, ki je še za časa direktorovanja Mercatorju podprl maraton in ga spremljamo ves čas tudi zraven in upam, da ga bomo še naprej. Zdaj pa glede na to... Jaz se pozdravljam, hvala lepa to, kar rekel, to je bilo projektno vezano zdravo življenje. Res, zdravo življenje, projekt hrane in tudi zdravo življenje tekme. Mi treba bomo šli pa na tiste mlade tečne soboto, tam še sodimo, za prvi razred, 1500 metrov gre, Sam ne na lupi. Ne na lupi, 1500 metrov gre. Lepo se imejte, naslednje življenje. Glede na to, da imate dokaj obširen material pred sabo, bi jaz samo na par zadev pozoril glede programa in same tehnične izvedbe Ljubljanskega maratona. Program, ki je v bistvu spremenjen ni od prejšnjega leta, kar se tiče samih programov. V soboto so tako zvani promotivni teki in pa šolski teki. Začnemo z lumpi tekom najmlajših, ki bi letos posebej upozoril, da sprejemamo prijave predhodno in ne na licu mesta, tako kot do sedaj. Predvsem iz vzroka vsako večje pripravljenosti staršev, da pripeljajo otroke na tekmovališče in pa zato, da ustvarjamo tudi pri teh najmlajših red, ki se potem odraža tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Druga zadeva je pa predvsem varnost. Hočemo zagotoviti maksimalno varnost, zlasti v teh tekih. Predvsem pride tukaj do nevarnosti padcev, prerivanja in tega se najbolj bojimo, tako da smo v bistvu tudi kategorije temu primerno prilagodili praktično na eno leto, razen v šolskem programu, kjer imamo 3 programe. Prvi program je tako zvani promotivni tek, promocijski tek od 1. do 4. razreda, ostali teki so pa tekmovalnega značaja in sicer imamo po novih predpisih 6. in 7. razred ter 8. in 9. razred. No, zatem so pa še srednjošolci, ki imajo enotno kategorijo. Zaključek sobotnega dneva je s tako zvano testeninko, to je druženje vseh maratoncev, ki ga letos selimo v Cankarjev dom istočasno z otvoritvijo 13. Ljubljanskega maratona, predstavitvijo vrhunskih tekmovalcev in s kratkim zabavnim programom. Naslednji dan v nedeljo je namenjen izključno tekmovalnemu delu in sicer v 3 programih, 10,5 km rekreativni tek, 21 km in pa 42 km. Kot ste uvodoma slišali, letos današnji dan za cirka 1800 več udeleženih prijav kot v lanskem letu, tako da pričakujemo še do 21. med 500 in 800 še dodatnih prijav, kar pomeni, da bomo presegali številko 2000 od lanskega leta. Torej skupno številko nekje pričakujemo po tem, kar danes kaže, nekje na 13 000 udeležencev. Glede samega štartno-ciljnega prostora in pa tega servisnega dela smo naredili tudi spremembe. Zaradi izredne gostote tekmovalcev in gledalcev smo servisni del povečali v okviru osnovne šole Majde Vrhovnik. Ves prijavni del in tako zvani tekaški center Mercator Interšporta, prodajni šotor, ki bo od četrtka naprej v Zvezda parku. S tem smo nekako ločili tisto srednji del od tako zvanega servisnega dela, kar je tudi bolje in za gledalce, spremljevalce in tudi za same organizatorje, da bo lažja tehnična izvedba. O vrhunskih maratoncih ste slišali vse. Naj še upozorim, rok prijav je izključno do torka 21. do polnoči. Od tega trenutka naprej nobenih prijav več ne bomo sprejemali, ne glede na to, ali bojo domači ali tudi tekmovalci. Žal je to na vseh maratonih po svetih, tudi mi se tega držimo in tega se bomo tudi držali v bodoče. Ni samo tekmovalnost v maratonu, pač pa tudi vzgoja naših tekačev, ki je ne na preveč dobrim glasom. Vsa prireditev zaključujemo ob 16. uri. Posebej bi upozoril, da bo ta dan in pa v soboto precej oviran promet, zato smo tudi temu precej
pozornosti posvetili v okviru informacijskih punktov, tako na internetu, preko vseh služb, ki se s temi zadevami ukvarjamo, tako da mislimo, da tudi po 13. Ljubljanskem maratonu bojo Slovenci in vsi ostali, ki ta dan prihajajo v Ljubljano, pravočasno obveščeni, da bojo pozorni na policijo, na usmerjevalce in vse ostale, ki se ukvarjamo z organizacijo Ljubljanskega maratona. Koliko ljudi je vključenih v organizacijo, pa izvedbo, pa kako je s prostovoljci? Zračunali smo na osnovi lanskega, letos bomo mogli to število še povečati, glede na toliko več prijav lanskega leta, 1028 jih je v lanskem letu delali v sami organizaciji, tako od amaterskih kadrov, volonterjev in pa teh vseh profesionalnih služb, ki so po zakonu predpisane za to organizacijo. Volonterjev je pa zelo malo, moram reči, da vsako leto se trudimo, da bi tudi tukaj korak naprej naredili, vendar lansko leto samo 12 prijav, od teh 12 jih je 3 prišli, letos pa zaenkrat nažalost še nobenega, tako da to je kar ena taka zadeva, kar je pogojena z današnjimi časi. Važen je denar, ne pa tisto res sodelovanje pri teh zadevah. Kakšno znano ime? Že veste? So na spisku noter, res tako zelo znanih nimamo. Zanimivo je, Gebre Selasi imamo 2 maila, sicer ne vemo še, ali je to bilo šala, ali je bilo res, tako da ne jemljamo prav resno, ponujil se je, sicer verjetno tudi stališča svojega kroga maratoncev, ki jih pokriva, vendar mislimo, da je to tako, no. Ni prav resno zajemljati to. Mogoče tako, no, imamo kenijske tekače, kot vidite, seznama v večini in so pač ranga 2.11 do 2.15, da tako rečem. Niso te vrhunski, ki hodijo na velike maratone, kjer so pač čist drugi pogoji. Ne samo, da je nagrada, naprimer, en športni Mercedes je tudi štartnine, ki so zelo pomembne za te vrhunske tekmovalce, to visoke, da mi enostavno zaenkrat, če ne sežemo tako daleč. No, zanimivo je to, ne, po proračunskih vrednostih, to, kar zunaj namenjajo za ta vrhunski del, je budžet to, kar je naša cela prireditev. Pa veste, kaj si lahko privoščimo v tem vrhunskem tako zvanem delu, ki pa še zmeraj mislim, da je nekje 3. liga teh maratonov, kar se tiče kvalitete. Ne govorimo o organizaciji, v številu vključenih. Nekaj izračune smo lansko leto delali, mislim, na število prebivalcev, ki jih Sloveniji je najmočnejše zastopanih maratonov v Evropi. Poleg Berlina, Prage, ki jih poznamo, kakšni maratoni so tam. Mogoče še to, udeleženci prihajajo z 33 držav, to je veliko, jih je pa po zadnjih podatkih, mislim, da je 476. No, tukaj je še kar nekaj rezerve z zunanjimi udeleženci. Prav velike promocije do zdaj nismo delali, jaz mislim, da bo tukaj treba še kakšen korak ali 2 naprej storiti tudi z našimi turoperatorji, ki žal ne pristopajo tako, kot si mi želimo. Tudi turistična organizacija bi mogla več na tem področju narediti. Nažalost smo več ali manj prepuščani sami sebi, tako da tisto, kar imamo poznanstev in teh neposrednih stikov, je v redu, kar je pa tega sistemskega dela, pa praktično nimamo. Nažalost, kakšnega zvenečega imena nimamo. Letos Kejžar ne bo tekel, pogovarjamo se še, da bo tako zvani pejs ali zajec, dočim pa je malo v zatonu, tudi njegova cena presega te naše zmožnosti glede na to kvaliteto, tako da letos nimamo posebnega angažmaja z njem. Je pa tekel v Zagrebu, tako da 3 tedne med enim in drugim maratonom je prehodo za regeneracijo, sploh pa pri njegovih letih. Tako da žal tega vrhunskega maratonska slovenskega nimamo. Tako da upajmo, da s tem razvojem šolskih programov in teh programov, da počasi bomo tudi na tem nivoju dolgo progašal, kaj več dobili v Sloveniji. Žal trenutno nimamo kakšnih zvenečih imen niti rezultatov.